šoli usklila 22. maja leta 1961. Zdaj ne bom vsega naštevala, v glavnem prav je, da si kaj pogledate. Na steni pri vhodu, ko pogledate na levo, je tudi vitrina, kjer vidite naslov Vidgire. Kaj pa je Vidgire? Šolsko glasilo, eno najstarejših celo v Sloveniji. Lani smo praznovali tudi pomembno obletnico. Potem je pa še ena stvar, ki pa krasi okolico šole, to je pa Forma Viva. Zdaj sem že kar napisala, kak je ime tej Forma Vivi, a vi veste, kaj so vrtiljake, ne? Zato je pa tudi tako ime dobila. Ok. V redu. In pa še freska zgodovine Prevalj, to ni na vhodu v šolo, ampak v tule na stopnišču si bomo tudi šli to zdaj ogledati. Kaj piše? Tu na vrhu. Vigre. Vigre. Ja. Glavna predstavitev bralne značke je pa tu, gledajte, z naslovom Dvignila se je gledoča vojska iz Petece in Uršlje. Danes na naši šoli poteka krojačkov dan, govorimo predvsem o kulturni dediščini in Leopoldu Suhodolčanu. Ogledali si bomo tudi v Prevaljah različne kulturne znamenitosti, pa potekajo tudi delavnice, ki so namenjene nam učencem. Po šoli pa imamo tudi več spominov nanj in o bralni znački njegovih knjig. Mi vsak dva bombon. Super. To rečemo, vzamemo. No, kaj pa ravno mi zdaj delamo? Kaj vam izberemo? Čas, odpite. Krojačko, krojačko. Se vam všeč? Ja. Kje je krojaček lažje? Pred šolo. Na čem pa sedi? Na kupu. Točno, bravo. Hvala.
Ja. Predaj, A izvoli. ste vi kaj morda brali čez leto? No, rečite, ja. Mogoče kdo ve, kdo je napisal Kraška plačka? Ja. Ona si zasluži 4 cukre, a ne da? A si? Zagotovo. No, če ste bila tako pridni, pa da dobi vsak dva bombona. Teba, če začnemo, če najprej sebe predstavljam Boštjan Gorevšek. Če ti rečem na Pravlične vasi Leše, me prijatelji mi včasih rečejo, a ta Pravlične vasi Leše, ker pač le določene stvari vodim, pa ti včasih pokličem kako Pravlična bita, če so to pridni, ampak če niso pridni. Teda to je nekako nekaj besed o meni, sem pa glavni urednik te knjige in lanske. To od meni je pa Aljoša Hancman, pa prosim še tebe za par besed. Zdravo, jaz sem Aljoša. Jaz sem napisal tole knjigo. Preden da sem napisal to knjigo, je pa nastala Ljudkuna igra, ki ima isti naslov. Ste jo gledali morda? Ja. Kar je zanimivo je, ponavadi najprej napiše pisatelj knjigo, pa pol film posname. To se je pa ravno obratno zgodilo, da je najprej bila Ljudkovna predstava, pol knjiga. Zakaj imamo pa danes 2 knjigi s sabo? Ta knjiga je še čisto nova, še topla iz tiskarne. Ta knjiga je pa malo posebna. In me zanima, če boste morda sami ugotovili. Prej ste rekli, da je ta bolj debela. Tera mislite, da ima pol več napisanega not? Bomo videli. Če ste za to, vam bi prebral. A ste jo že prebrali? No, zdaj pa s tem začnemo. Da kar vam pomagam pri odgovoru na prejšnje vprašanje. A ste še prepričani, da ima ta knjiga več napisane? To ste debelejše, pa je z večjim črnom. Točno. Me pa zanima, če boste ugotovili, zakaj je tako napisana. Zakaj je z velikimi črkami, pa kot boste videli, ima še nekaj drugih značilnosti, da morda sami ugotoviti. Takole gre. Zaklad pod hribom. V starih časih so na hribu živeli leškiri. Hrib se je imenoval Leše. Leškiri so bili zelo podobni ljudem. Veliko so se jezili so se na dež, jezili so se na sonce, jezili so se na sosede, jezili so se na pravlična bitja. Na Lešah so namreč živela pravlična bitja. Ta bitja so bila lepe in pametne žal žene, škrati, ajdi, vilinci in pegasti konji. Takih bitij je bilo še več. Enemu leškirju je bilo ime Nemir, bil je slabe volje, godrnjav je, težko je hodil. Nekaj ga je pikalo v podplav. Moral bi nabrati veliko lešnic
Leškir se je usedel na štor. Hotel je pogledati, kaj ga pikal pod plati. Takrat se je na jasi nekaj zabliskalo. Postalo je zelo svetlo. Leškir je postal radoveden. Pogledal je, kaj se dogaja. Leškir je zagledal lepo gospo. Ta gospa je bila žal žena. Žal žene so pravlična bitja. Znajo tudi čarati, podobne so vila. Žal žena je imela lase take barve kot sonce. Oblečena je bila v belo obleko s svetlicami. Nekaj je iskala v travi. Leškir je gospo vprašal, ste se izgubili? Gospa je rekla, nisem se izgubila. Izgubila sem svojo iglo za lase. Leškir je rad iskal stvari. Rekel je, pomagal vam bom poiskati iglo. Samo prej še pogledam, kaj me pikal pod plat. Leškir ni vedel, da je bila gospa žal žena. Leškir se je usedel na štor, sezuje čevelj, ne me našel iglo za lase, ki jo je žal žena izgubila. Igla je bila zlata, na njej je bila rdeča vrtnica. Žal žena je bila zelo vesela, Leškir je pomagal, zato mu je obljubila nagrado. Leškir je zaplesal od veselja. Žal žena je vprašal, bom dobil zlato? Žal žena mu je rekla, dobil boš nekaj boljšega. Dobil boš zaklad. Kopati moraš točno tu, kjer zdaj stoji. Leškir je bil zelo vesel. Žal žena mu je zaželela veliko sreče pri iskanju zaklada, poslovila se je in izginila. Leškir je iz nahrbtnika potegnil lopato. Tako je začel kopati. Zraven si je pel. Leškiri namreč zelo radi in lepo pojejo. Kopal je zelo dolgo, kopal je dan in noč, pozabil je na lakoto, pozabil je na mraz, pozabil je na utrujenost, kopal je globoko. Luknja je bila vedno večja. Zemlja je bila vedno bolj črna, kopal je zelo počasi. Leškir je zlezel iz luknje. Bil je že malo jezen, ni več pel. Mislil je, da bo zaklad našel hitro, pa ni našel nič, samo črne kamne. Ni našel zlata, ni našel diamanta. Ko se je Leškir tako jezil, je za hrbtom nekaj zaslišal. Obrnil se je. Zagledal je pegastega konja. Tudi pegasti konj je pravlično bitje. Pegasti konj je Leškirja vprašal, kdo si? Leškir je povedal, Leškir Nemir sem. Pegastemu konju se je to zdelo zelo smešno ime. Leškir je bil užaljen. Pegastemu konju je rekel, meni je moje ime všeč. Rad imam imena, ki se rimajo. Kot na primer striček, koniček, ali zabita kopita, ali ušesa v nebesa. Pegasti konj je mislil, da se Leškir norčuje z njega. Povedal mu je, meni je ime Pikec, to je moj pašnik. Na pašniku pa je prepovedano kopanje lukenj. Leškir je povedal, to ni navadna luknja, to je pot do zaklada. To se je Pikcu zdelo še bolj smešno. Pikec se je tu že dolgo pasel, pa še nikoli ni videl zaklada. Leškir mu je povedal, kako je žal ženi pomagal najti iglo za lase, žal žena mu je zato obljubila nagrado. Zdaj je Pikec verjel, da se na pašniku skriva zaklad. Leškir je Pikca prosil, če mu pomaga kopati. Obljubil mu je polovico zaklada. Pikec je bil radoveden, kakšen zaklad je to. Odločil se je, da bo Leškirju pomagal. Leškir in Pikec sta zdaj kopala skupaj. Ker sta bila dva, sta kopala hitreje. Globoko pod zemljo je bilo še več črnega kamenja. Ko je Leškir pokukal iz globoke luknje, se je nekdo spotaknil v njegov glavo. Naredilo je bum, potem je reklo še au. Ob Leškirjev glavo se je spotaknilo zelo veliko bitje. Takim bitjem se reče velikani. Leškirja je bolela glava. Jezil se je na velikana, ker ga je skoraj pohodil. Velikanu je bilo žal. Leškirju se je opravičil, čeprav je bil tako velik, je bil prijazen. Velikan je povedal, da je izgubil čredo koz. Leškir jih ni videl. Mimo niso šle, tudi v luknji jih ni bilo. Velikana je bilo strah. Če se vrnem domov brez koz, me bo ata poriti. Potem je iz luknje pokukal tudi Pikec. Ko je velikan zagledal Pikca, je mislil, da je Pikec koza. Pikec se je razjezil. Jaz nisem koza, jaz sem konj. Velikanu je šel na jok, res ga je bilo strah, da jih bo dobil poriti. Pikca je velikan zato hotel spremeniti v kozo. Na glavo mu je dal 2 palici in travo. Pikec pa ni hotel biti koza. Zlezel je iz luknje in z nogami udaril v tla, velikanu je rekel, neumen si. Velikan je povedal, res sem velik, nisem pa velikan, sem ajd. Tudi ajdi so pravlična bitja, zelo velika pravlična bitja. Pikcu in Leškirju se ajd ni zdel strašen. Pikec je ajda vprašal, zakaj nisi dal kozam zvonca okoli vratu? Če bi imele koze zvonec, bi jih slišal, takoj bi jih našel. Ajd je povedal, ata mi je dal zvonec.
Pokazal je lep srebrn zvonec. Privezanega je imel okoli svojega vratu, stresal je zvonec in se veselo smejal. Tak lep zvonec bi bilo škoda zavezati kozam okoli vratu. Lepo zvoni in če paše k njegovemu imenu. Ajdu je bilo namreč ime Zvone. Pikec je Leškirju na oko zašepetal. Meni se zdi Zvone malo neumen, pa še velike roke ima. Mogoče bi nama pomagal kopati. Pikec in Leškir sta Zvonetu povedala, pod hribom se skriva zaklad. Zaklad je skrit pod črnimi kamni. Ker ima Zvone tako velike roke, bi lahko pomagal kopati. Zaklad si bodo razdelili. Polovico bi dobil Leškir, polovico bi dobil Pikec, polovico od tistega, kar bo na koncu ostalo, pa bo dobil Zvone. Ob besedi zaklad je Zvone pozabil na izgubljene koze. Pozabil je tudi na svoj zvonec. Usedel se na tla, začel je računati na prste, čudno je računal. Izračunal je, da mu bo ostalo veliko zaklada. Bil je vesel. Leškirju in Pikcu bo z veseljem pomagal. Še enkrat je stresel svoj zvonec. Potem je začel kopati. Zvone je imel velike roke. Imel je velike dlani in je hitro kopal. Črno kamenje je kar letelo iz luknje. Vsi trije so kopali in kopali in kopali. Leškir in Pikec in Zvone so kopali tako dolgo, da je na zemljo padla prva snežinka in druga snežinka in tretja in še vse ostale snežinke. Pokrile so zemljo. Začela se je zima. Naši trije junaki so bili žalostni. Prvi je iz luknje zlezel Leškir. Obleko je imel črno, obraz je imel rdeč od jeze. Zemlja je zmrznila, zlomila se mu lopata, zaklada pa ni našel. Drugi je iz luknje zlezel Pikec. Ni bil več pega, zdaj je bil čisto črn, tudi on je bil jezen. Našel je samo črne kamne. Na kamnih si je ranil kopita, zaklada pa tudi on ni našel. Zadnji je iz luknje prilezel Zvone, tudi on ni našel zaklada, še koz ni našel, domov ni mogel brez vsega. Leškirja, Pikca in Zvoneta so pokrile snežinke. Tresli so se od mraza. Zakuriti bodo morali ogenj, drugače bodo zmrznili. Zvone se je nasmehnil, jaz znam zakuriti ogenj, pri ajdih znajo to že otroci. Ko je ogenj zagorel, je postalo toplo. Leškirja, Pikca in Zvoneta pa je skrbelo, ker so tako dolgo kopali, so pozabili nabrati drva za zimo. Ogenj bo hitro pogorel. Leškir je bil zelo jezen. Skakal je od jeze in kričal, zmrznili bomo, zmrznili bomo. Potem pa se je zgodilo nekaj čudnega. Ogenj se je razširil. Goreti je začelo črno kamenje. Tisto črno kamenje, ki so ga izkopali. Leškir, Pikec in Zvone niso vedeli, da lahko kamenje gori, a črno kamenje je gorelo. To je bil čudež. Postalo je tako toplo, da se je sneg okoli njih stopil. Leškir se je razveselil, bilo je toplo, bilo je vroče, kot bi bilo poletje. Rešeni so bili, o čudež, o sreča in veselje. To je zaklad. Črno kamenje je zaklad. Zaklad, ki ga je obljubila žal žena. Leškir, Nemir, pegasti konji, Pikec in ajd Zvone so zaplesali okoli ognja, na glas so peli, našli so svoj zaklad. Črno kamenje je bilo črni premog. Premog izkoplješ, potem lahko z njim zakuriš ogenj. V tistih časih so s premogom greli hiše. Črni premog je poganjal tudi stroje v tovarnah, poganjal je vlake. Črni premog je bil veliko let največji zaklad Leš. Leše so tista vas, kjer živijo pravlična bitja. Na Lešah so naši trije junaki našli zaklad. Zaklad so razdelili med vse ljudi, ki so živeli na Lešah. Zakladi so velikokrat čisto blizu nas. Dobro moramo pogledati, da jih najdemo. Tudi vi dobro pogledajte okoli sebe, mogoče tudi vi najdete kak zaklad.